Srbski režiser Miroslav Terzić se v svojih filmih pogosto loteva ran srbske družbe. Med drugim je svoj predzadnji film Šivi posvetil resnični zgodbi kraje novorojenčkov iz srbskih porodnišnic. Tokrat se s filmom 3 tedne pozneje, v katerem spremljamo skupino dijakov in učiteljev na šolskem izletu v Bolgarijo, posveča medvrstniškemu nasilju. Film, ki razgalja mehanizme tega nasilja, še bolj pa dejstvo, da tisti, ki bi morali ukrepati, tega ne storijo, je navdahnila resnična zgodba samomora, ki je pred leti pretresel Srbijo. Ob ogledu filma pa ne moremo odmisliti niti dejstva, da je v času, ko je film nastajal, Srbijo pretreslo tudi streljanje v šoli v Beogradu, v katerem je umrlo 10 otrok. Miroslav Terzić. Bane Trifunović, koji je producent, i Vladimir Arsenijević, pisac, su krenuli da rade film o vršnjačkom nasilju koji je inspiriran. Producent Bane Trifunović in pisatelj Vladimir Arsenijević sta začela pripravljati film o medvrstniškem nasilju, ki ga je navdihnila življenjska zgodba Alekse Jankovića. Gre za znano tragedijo dečka, ki je po letu dni medvrstniškega nasilja storil samomor. Zdaj med drugim pripravljajo tudi zakon Alekse Jankovića. Potem sta povabila še mene, da se pridružim filmu. Ta zgodba nas je vodila v veliko različnih smeri. Nato smo naleteli na izjavo Aleksove mame v nekem intervjuju. Povedala je, da je njegov razred 3 tedne po njegovem samomoru odšel na šolsko ekskurzijo. Takrat smo začeli razmišljati o tem, kako bi bila videti ta ekskurzija. I onda smo počeli da razmišljamo kako bi izgledala ta ekskurzija. Kako je režiser Miroslav Terzić izbral mlade, s katerimi je posnel film, in kako je potekalo delo z njimi? Mi smo videli preko 500 dece. Ogledali smo si več kot 500 otrok. Ko smo izbirali igralsko zasedbo, od njih nismo želeli, da igrajo, ampak smo se z njimi pogovarjali o tem, ali so se že sami srečali z medvrstniškim nasiljem, ali so mu bili priča in ali so pri njem morda tudi sami sodelovali. Dobivali smo zelo različne odgovore. 2 fanta sta celo priznala, da sta, ko sta bila mlajša, tudi sama trpinčila druge otroke in da zdaj razumeta, kaj sta počela. Izmed 500 ali 600 fantov in deklet, ki smo jih spoznali, smo jih izbrali 24. Nato smo se 3 mesece srečevali 3-krat na teden. Najprej smo se veliko pogovarjali, potem smo skupaj brali scenarij, ga analizirali, oni pa so delili svoje opažanja in nam povedali svoje zamisli. Tudi glasba v filmu ni tista, ki jo poslušam jaz, ampak glasba, ki so jo izbrali oni. Potrudili smo se, da smo za film dobili prav tiste skladbe, ki so jih predlagali. Celoten proces je bil dvosmeren. Mi smo se učili od njih, oni pa od nas. Tako da je nekako proces bio obostran. Mi smo učili od njih i oni od nas. Tudi film Srečna družina švicarskega režiserja Jana Erika Maka, ki ga je napisal skupaj s soscenaristko in glavno igralko v filmu Ano Šinc, se loteva pomembne družbene teme. V ospredju filma je Niki, mati samohranilka, ki upravlja 2 službi, a to ne zadostuje v celoti za kritje življenjskih stroškov zase in za njena 2 majhna otroka. Ko švicarske oblasti otroka namestijo v rejniško družino, se Niki odloči, da jih bo za vsako ceno poiskala. Film, ki deluje skorajda kot thriller, ki razčlenjuje situacijo, v kateri se znajde obupana mati, so, kot pravi Jan Erik Mak, navdahnile razmere v času pandemije. It all started at the COVID pandemic when we saw, people queuing up for food. Vse se je začelo med pandemijo koronavirusne bolezni, ko sva videla ljudi, ki so čakali v vrstah za hrano, celo ljudi iz srednjega razreda, ki so se znašli v težavah. Začela sva raziskovati, da bi ugotovila, koga revščina dejansko prizadene. Ugotovila sva, da je v Švici precej ljudi, ki jih prizadene revščina. Tega nisva pričakovala. Gre za 1,4 milijona ljudi od skupno 9 milijonov prebivalcev. Velik del obsegajo zaposleni, tako imenovani zaposleni revni. V tej skupini je, kot sva ugotovila, veliko mater samohranilk. To naju je v tistem trenutku najbolj pritegnilo, saj je težko razumeti, da imaš družino, hodiš v službo, pa kljub temu ne moreš preživeti s svojim delom.
V takih razmerah je to res težko. Švica je zelo bogata država, vendar se je, če se znajdeš v takem položaju, zelo težko preživljati, ker je vse izjemno drago. Ko enkrat prestopiš to mejo, si v težavah, iz katerih se je zelo težko izvleči. But if you got into such a situation, it's very hard to make out a living because everything is super expensive. So if you cross that border, you're in trouble, hard to get out. Jan Erik Mak pojasnjuje tudi, da film Srečna družina želi razumeti sistem, v katerem se je znašla mlada mati, in ga ne zgolj obsojati. To us it was also important to get an understanding for the other side. Pomembno nam je bilo tudi razumeti drugo stran, torej uradnike, ki se morajo spopadati s tem izjemno zapletenim položajem. Med raziskavo sva opravila veliko intervjujev in srečala številne ljudi. Ganili so naju pravzaprav ljudje na obeh straneh. Če želiš govoriti o sistemskem problemu, moraš imeti celotno sliko. V socialnih dramah je ponavadi prikazana le ena stran, nama pa se je zdelo pomembno pokazati, kako zapletena je ta tema in je ne predstaviti preveč črno-belo. To talk about the complexity of this topic and not to make it too black and white. Nagrajenci 60. izvedbe festivala v Karlovih Varih bodo znani jutri zvečer, več o njih pa tudi v oddaji Gremo v kino naslednji teden.